Par sta je večerjala in pila vino v restavraciji na Floridi, nato pa naj bi se odločila, da bosta pobegnila brez plačila. Moja žena je pijana. To sem čakal. V redu. Zavrača plačilo drugih $100. Ne. Tako se ni zgodilo. Ne. Ne, ni tako. Ne. Razlagamo, kako je neplačan račun na koncu pripeljal do tega, da je en moški pristal v zaporu. Imam prekršek zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Vem vse to. Prijatelj, vse, kar sem naredil, ki je prišla za mano, je bilo, da sem samo premaknil avto. Prav? Ampak ne bi smel biti za volanom. Vse, kar počnem, je, da čakam svojo ženo. To je Inside the Crime, ki jo predstavlja Law & Crime. Sem Elizabeth Lohner. Račun je znašal nekaj 100. Natakar pravi, da si je ta par privoščil nekaj najdražjih vin na meniju. Ko pa je prišel čas za plačilo, je on hitro odšel na stranišče, medtem ko je ona poskušala znižati ceno. Je 29. december 2024. Nahajamo se v Palm Beach Gardens na Floridi. Le nekaj minut je do 20:15, ko policisti iz policijske uprave Palm Beach Gardens pridejo v lokalno restauracijo. Po besedah osebja, nekateri gostje nočejo plačati računa. Živijo, kaj se dogaja? Prišli so, zelo sumljivi ljudje so, kot prevaranti. Ste vi poklicali? Bili so tukaj pred nekaj tedni, prav. Res sem šla v bar in rekla svojim natakarjem, da nočem teh. Ste vi vodja, moj lastnik, prav. Tukaj smo že 18 let. Naše stranke, ki jih vidite za nami, so tukaj vsak dan. Ko so bili tukaj pred nekaj tedni, sem rekla natakarjem, da nočem takšnih strank v svojem baru. Oni so zelo... So zagotovo. Ali so plačali? Ne, boste vložili prijavo? Samo naš denar hočem in nočem jih več tukaj, prav. Če nočejo, pač nočejo. Osebje pravi, da naj bi ta par zavrnil plačilo računa v višini $300. Ženska je bila še vedno v baru. Moški, s katerim je bila, pa je bil na parkirišču in je poskušal dobiti svoj avto. V redu, ne premikaj se. Ja, še vedno smo nekako pred restauracijo. Ugasnite vozilo. Sedi, ugasni vozilo. Moja žena je pijana. To sem čakal. V redu, brez skrbi. Ugasni vozilo zame. V redu, daj ključe na armaturno ploščo. Hej, imaš kuli? V redu. Kakšen je torej problem z računom? Ona pije. V redu, si bil tukaj z njo? Ja, tukaj sem. Lahko plačamo račun. V redu, ona to počne ves čas. Nič novega. Torej se ne prepirate glede plačila računa? Ne, se ne. Ker to je klic, ki smo ga prejeli, da se prepirate glede računa. Torej, oba sta tukaj in pijeta. In se družta, jemo, že prej sva bila tukaj, ni nobenega problema. Policija ga je identificirala kot Ruby Colon. Po njihovem poročilu, citiram, je Colon trdil, da je šel na stranišče, medtem ko naj bi njegova žena plačala račun. Colon je zanikal, da bi vozil. Vendar je povedal, da je premaknil vozilo, ko se je policist Luskovič približal v istem pasu. Med pogovorom s Colonom je ta policist zaznal močan, očiten vonj neznane alkoholne pijače, ki je prihajal iz njegovih ust. Ta policist je prav tako opazil, da ima Colon rdeče, solzne oči, zamegljen in nejasen govor, poleg tega pa se je zdelo, da se mora Colon med stanjem naslanjati na svoje vozilo. Rekel sem, draga, plačaj, prosim. Malo je pijana. Pijana je. V redu. Jaz sem samo 10-12 z moškim. Mislim, da je ženska še vedno v restauraciji. Imate osebni dokument pri sebi hitro? Ja. Kako je z njo? Plačajo račun svojo kartico? Ja. V redu. Brez skrbi. Kakorkoli. In kako je ime tvoj? Ludvik Eva Guerrera. Ne bi smel. Zato sedim v avtu in čakam. NJO. In ji pravim, draga, prosim, plačaj račun. Pokličva Uber. Pojdiva v tukaj. Zakaj poskušaš naročiti Uber? Ker ne morem voziti. Zakaj ne moreš voziti? Ker imam začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Začasno odvzeto? V redu. In očitno ona res ne more voziti. V redu. Kaj ima oblečeno? Oblečena ima bež sandale in mislim, da vijoličen zgornji del ali nekaj tacega. V redu, počakaj trenutek. Prav, tukaj. Samo zaprla bom vrata za tabo. Tukaj za me Rojki, Spices Držapo. Ja. Ne, v redu. Obrni se. Dovoli, da te na hitro pretipam. Kaj naprej, v redu. Vse je v redu, sprosti se. Prav, rekel je, da ima odvzeto vozniško dovoljenje. Parkiran je bil tam, kjer si ti, potem pa je začel ustavljati tega drugega moškega. Kaj imaš ti? Rekel je, da čaka svojo ženo. Rekel je, da naj bi ona plačala račun, ampak on kar naprej pije. Ja.
Žensko, s katero je Ruby Colon šla v bar, je policija identificirala kot Lauren Desgera, še vedno je pri baru. In po policijskem poročilu se zdi, da je močno opita. V redu. Zveni, kot da mi ni mar kdo plača. Fantje še vedno in ne strežete alkohola, kaj ne? V redu, super. Ne. V redu. Ali ve, da nekdo sedi poleg nje? Tebe. Ja, On je naš barman in naš barman je rekel, sedel bom z vami in vključili bomo policijo. torej želijo jo kazensko preganjati, če ne plača. No, mož je rekel, da je pripravljen plačati, če ona ni pripravljena plačati. To je tvoj mož? Ja, mislim, da jo poskuša prepričati, naj odide in plača, ampak ga ne posluša. No, poskušal jo je prepričati, naj odide brez plačila in rekel je, naj greva, jaz pa sem bila kot... Rekel je, da je pripravljen plačati, samo želi, da ona odide. Prav, v redu. Ima težave, ker je ne more spraviti iz avta, zato jo spravi iz avta. Pripravljen je plačati, če ne, pa želijo, da ostane na naši lastnini. Dokler vi ne veste. Ali poznate njeno ime? Jaz ga poznam, Lourdes, Laura. V redu. Torej, to je vse, kar sem jaz Florida. Florida, živijo, Lourdes. Živijo, jaz sem policist Hernandez iz policijske uprave Gardens. Torej, upravitelj tukaj vas bo želel odstraniti s posesti, v redu? Veste, zakaj? Ker ste očitno pod vplivom alkohola in vas tukaj ne želijo več, v redu? Ker ste odklonili plačilo. Torej, zdaj želijo, da zapustite posest, v redu? Nisem rekla, da sem imela kakršnokoli možnost plačati. Je zdaj že plačano? Ste že plačali? Ne, rada bi, da ona plača račun. V redu, no, njen mož. Njen mož jim je govoril, da je pripravljen plačati, takoj ko ona zapusti bar. Ste pripravljeni plačati račun ali mora potem račun plačati vaš mož? Plačala bi račun. Plačaj račun, da lahko gremo. Če bi lahko izpogajala, koliko znaša. Ni pogajanja, račun je račun. Menadžerka, gospa, nič hudga. Ni. Ja, ni pogajanja. Cena, ki je na meniju, je cena. Ne moreš jim reči, da boš plačal drugo vsoto. $243 in 48 centov. Ja. Rekli so, da bodo... Ja. Ne moki me. Malo manj. Redu, gospod. Če niste pripravljeni plačati, bodo proti vam podali prijavo. Tako je. Tako da vemo. Prišla je sem z nekim tipom in mora, ja, ta tip je dobilco je enega. Je malo predrago. Ja, potem bi morala piti. Ja. Potem bi si morala ogledati cene, preden sta prišla sem. V redu, torej prav. Poslušaj. Ne bomo se prepirali naprej in nazaj. Ali boste plačali račun, ali bo vaš mož plačal račun, ali pa boste kazensko preganjani, aretirani in potem boste šli v zapor. V redu? To so te tri možnosti. V redu, če ste pripravljeni oditi, bo vaš mož plačal. Če ste pripravljeni plačati, plačite račun, tako boste lahko šli domov. Ker če ne, potem bo postalo neprijetno. Lauren je kar naprej poskušala izpodbijati svoj račun. Upala je, da bo dobila vsaj $100 popusta. Natakar pravi, da to ne pride v poštev, ker sta Lauren in Ruby naročili drago vino in sladico. Ne bo tako veliko denarja. Je toliko denarja, ker poglej račun, poglej cene na njem. Ampak to je veliko denarja. No, To je draga restauracija, kaj pa si pričakoval? Ni McDonald's. 100 manj kot to. Živijo, zakaj pa ne? Ker so takšne cene na jedilniku. Ampak oni so lastniki lokala, kaj ne? Oni plačujejo najemnino. Ne, midva so samo barmana. Ne, ničesar ne posedujeva, draga. Mislim, da bi bilo $100 manj zelo pošteno. To je v redu, prav? Ampak še vedno boste plačali polno ceno. Plačala bi jo takoj, ampak mislim, da je pošteno. V redu, lahko zdaj plačate polno ceno, potem pa se o tem pogovorite z vodjo, prav? V redu, potem morate napisati listek, na katerem piše, da ste danes plačali toliko denarja, da lahko odidete. In potem, da zavračate plačilo drugih $100. Ne. Tako se je zgodilo. Ne, ni tako. Ne, ni tako. Ne. Že sem ti povedal, kaj se bo zgodilo. Živim na Floridi. Ja, tako kot vsi mi. Prav. Predsednik Trump pravi, da imam pravico tukaj zapisati, kar želim. Oprostite. Tukaj je. Moram reči, da moram plačati toliko denarja, kakorkoli. Nisem tukaj. In imam svojo polno ceno. 100%. In nihče me ne bo odpeljal stran. Če ne plačaš računa in te želijo kazensko preganjati, kar tudi želijo, ja te bodo odpeljali. Plačala bom račun. V redu, torej plačaj račun. Ne, jaz bom plačala račun. Povedati mi moraš, da je to toliko denarja in tako naprej. Prav, jaz bom to plačala. V redu. Torej, na računu tam jasno piše, hočete, da znaša $3. Torej, to boste naredili. To plačala.
Imaš še vino? Kozarci vina? V redu, vedno tja. Torej, čisto na začetku. In vamos, tam je ful, ki se igra. Počakaj, 1, 2. Kaj? Rekla sem mu, ko sta prvič sedela tukaj, Rekla sem. daj mi svojo kartico. Daj mi svojo kartico, ker sta se prepirala, kdo bo plačal. In rekla sem, zelo preprosto je. Razdelila bom točno na polovico. In razjezil se je in odšel. Kako dolgo si tukaj? Kaj misliš, koliko časa si tukaj? Ob 3, ko sem prišla sem. Ampak če pa sem. Večerjali so. Kaj so imeli? Imeli so predjedi, začeli so s predjedmi, pili so res drago vino, prav, nato so prešli na ledeni čaj in na koncu so imeli sladico, grozen tiramisu. Policisti dajo Loren veliko priložnosti, da ne bi bila aretirana, a še vedno noče plačati. Zato poskušajo ugotoviti, ali je Ruby pripravljena plačati. Ona noče plačati računa. Imate kreditno kartico, ki jo lahko dam točaju? Ona se poskuša pogajati, kot da gre za garažno razprodajo, ampak tako to ne deluje. Torej, to je približno 284. 284 nekaj tasga. V redu. Torej tukaj, da bo jasno, prodal sem jo za $200. Samo pokazati ti želim, prosim, da bo jasno glede tega. Zakaj to počne, ne razumem. No, potrebujem neko obliko plačila, da lahko plačam. Tisto. Ali pa bo na koncu aretirana zaradi kraje. Oba lahko. In nočem iti po tej poti. Daj mi cesto, daj mi sekundo. V redu. Če ti dam, pusti, da pokličem svojo mamo. Tega ne bomo počeli. Kaj misliš tem? Samo potrebujemo kreditno kartico ali gotovino, da lahko plačamo natakarjem, da lahko to uredimo. Da vas spravimo iz lokala, naj to storim. Ali vam lahko dam številko kreditne kartice, ki bi jo lahko obdelali? Oni jo bojo morali prevzeti. Naj pokličem vodjo, da pride, če ji boste dali kreditno kartico. V redu, ja, v redu. Hej, imam hitro vprašanje. Ali vam lahko daš številko kreditne kartice in jo potem obdelate ali ne? Če je to njegova kreditna kartica, ja. Če je to njegova lastna kreditna kartica, da ne uporablja nekoga drugega. Morda jo veliko uporablja. Rekel je, da ji je že dal $200 za račun. In ona poskuša znižati ceno računa. Nič ni vem. Ni dobra ideja. Ne razumem. 10 ljudi. To je noro. To je bilo tako kul. To, no. Bom iskren z vami, gospa. El Čegana. Ko bojo oni zaključili svojo preiskavo, bom tudi jaz preiskoval skupaj z vami. Kar ne bi smel narediti, je bilo to, da je takoj, ko se je policist pripeljal za njim, nekako poskušal pobegniti, ne vem, kaj je poskušal narediti. Torej, si to videla? Ja, in rekla sem mu, da tega ne bi smel narediti. Torej, kakšno je tvoje vprašanje? Mislim, da je čakal, da bi odšel z njo in ne bi plačal računa. Torej, ga potrebuješ tukaj, da ti daš številko kreditne kartice, potem pa greš tja z njim. Res ne želim tega. Pogosto sem tukaj sama po noči in preprosto nočem biti v bližini norih ljudi. Preprosto nočem norega brezdomca. Razumemo, nočemo tega. Mislim, če lahko prineseš kreditno kartico? Mislim, da mora poklicati nekaj tasga. Rekel mi je, da ima ona kreditne kartice. To je rekel prav, kar se je pripeljala k meni. Samo poskuša nadlegovati osebo. Torej, če ne plačajo, želite vložiti prijavo proti njima. Medtem ko Ruby trdi, da je Lawrence njegova žena in da ji je dal denar za plačilo računa, pa Lawrence pravi, da to ne drži. Gospod, to je. Gospod! To je, živijo. Dažno. Vzemi denarnico in jim daj denar, ki jim ga dolguješ. Ne, to je zadnja priložnost. Vzemi denarnico in jim daj denar, ki jim ga dolguješ. Tvoj mož ti je že dal $200, da jih plačaš. Moj mož. Zdaj govorim z njim. Tvoj mož. On ni moj mož. V redu, kdorkoli že je. On pravi, da si njegova žena, tako da je tudi le malo zmede. Je plačal $200. Aj ti? Daj $200, obljubim ti to. Prav. Vzemi svojo denarnico. Ne. Ne moreš. Ustati. Ne, jaz bom to naredila. Jaz bom to naredila. Potem vzemi svojo denarnico in plačaj. Dal je $200. Rekel je, da te je prodal za $200. Tako je. On je vreden $200. V redu, imam na kameri, tako da si v redu. Tudi moja kamera je prežvana, tako da si v redu. Ne bojo me aretirali ali kaj takega. Nočem te aretirati. Poskušam se temu izogniti. Samo želijo, da plačaš račun.
Želijo, da plačaš račun. Tako lahko greš domov in to je to. Sploh jim ni treba dati napitnine, sam jim plačaj, ne? Ja, na tej točki mislim, da nočejo dati napitnine, samo račun želijo, prosim. Kaj bi lahko bil dober? Kaj je? Živijo, poskusimo tega. Živijo, hvala, živijo, ti. Imam velikega. Dobra novica je, da je plačilo s kreditno kartico uspelo in da se je Lorenz izognila aretaciji. Vendar se naslednjih 18 mesecev ne sme vrniti v restauracijo. V redu, Laura, sam poslušaj. On bo želel, da imaš prepoved vstopa za 18 mesecev. Zato boš imela prepoved vstopa v ta restoran za 18 mesecev. Če se jutri vrneš ob istem času, boš lahko aretirana. Mislim, da si tega ne želiš, tudi mi si tega ne želimo, prav? Torej, imaš prepoved vstopa v ta restoran za 18 mesecev. Razumljeno? Da. Morali bi mi to poslati na dom. Kaj ne pošljem na tvoj dom? Račun. Ne. Dovoli mi, da ti to hitro pokažem. Potrebujem, da pošleš, oprostite, Kaj potrebuješ, da ti pošljajo domov? potrebujem, da pošleš tiste informacije, ki si mi jih pravkar povedala. Tega ne pošiljamo na vaš dom. Na moj dom. Ne, na moj dom, prav, po pošti. Bilo bo v vašem poštnem nabiralniku. Zjutraj bo najprej v vašem poštnem nabiralniku. Potrebujem, da to narediš. Zdaj, imamo račun. Ko bomo končali s papirji, jih bomo poslali. Prav. Prav. Moramo dokončati papirje. Ko končaš, jih bomo poslali. Ona potrebuje svoj izvod. Ona potrebuje svoj. Pozdravljeni, prosim, kaj? Tisto zgoraj, torej to so tisti, ki si jih podpisala, ki jih moraš ustaviti. Zakaj? Ker to potrebujejo za potrdilo. To je tvoja kopija. Tista je moja kopija. To potrebujejo za restauracijo. Zakaj? Kaj je moja kopija? Tista je tvoja kopija. Tako to deluje. Kaj? Dokazilo o plačilu. Kaž? Izvoli, lep večer, gremo, pejmo, odhajamo, gremo. No gremo. In kaj? Pojdeš domov. Ali pokličeš Uber, ali pa si najdeš prevoz. In kaj? In pojdi domov, dejno. In kaj naj naredim? Pojdeš domov in boš spal, ne vem, ugotovi, kako boš odšel odstot, ker si tukaj brez dovoljenja. Zato te prosimo, da odideš. Nisem. Dobra. Poseba. Kaj? Vseeno, ne razumem. Oprostite, fantje. Pojdi zdravo, dejno. Premo, hvala za vaše delo. Ni problema, ja. Ni problema, fantje, dejno. Sej. Premo sem, avto je tukaj. Dejno. Ne. Ne boš sedel nikjer. Kako dolgo lahko sedim? Ne ti, povej. Nadaljuj. V redu, nadaljuj. Smo tukaj na konferenci. Odiva proti njej. Dajno. Gremo. Pravzaprav ne, odnesel ga bomo kar do vozila tukaj. Ko se ne boste vračali na posest, pejte tukaj skozi. Je to vaš mož ali fant? Ne. V redu. Daj podiva. No. Medtem ko je Lauren lahko odšla, za Ruby pa to ni veljalo. Nočejo, da se vrneš tam naslednjih 18 mesecev. V redu. V redu, torej se ne smeš vrniti, sicer boš aretiran. Ne, razumem. V redu, dejstvo je, da si za volanom, prijatelj. In ne smeš voziti, pika. Že nekaj časa nimaš vozniškega dovoljenja. Nisem. Avto si dejansko premaknil. Vaš policist in on sam. Vaš policist je bil za menoj in mi utripal z lučmi. Kaj naj naredim? Da bi pritegnil tvojo pozornost, ne pa ti nakažem, da lahko odideš. Kako pa nisem odšel? Vse, kar sem naredil, je bilo, da sem se premaknil naprej. Nimaš vozniškega dovoljenja, pika. Sploh ne bi smel biti za volanom. V redu, čakal sem na svojo ženo. Razumem. Razumeš situacijo, skozi katero grem, prosim? Vem že, imam prijavo zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Vem vse to. Prijatelj, vse, kar sem naredil, ko je prišla za mano, je bilo, da sem zdaj premaknil avto. Ampak ne bi smel biti za volanom. Vse, kar počnem, je, da čakam svojo ženo. Imel sem 3, Bog pomagaj. Vodka in brusnica. 3 slepi miši. Ja, in jedel sem testenine, jedel sem kruh, tukaj smo že. In ko boste odhajali od tukaj, ali nameravate iti domov, ali greste kam drugam? Ne. Jaz grem domov, sem ti povedal. No, rekel sem, draga, plačaj račun. In potem je začela s temi norimi stvarmi. Prav. Torej, poslušaj, brat. Kot sem rekel, ti si bil za volanom. Tisti policist te je videl. V redu. Sploh ne bi smel biti za volanom, pravno gledano, ker nimaš vozniškega dovoljenja. In mislim tudi, da si morda pod vplivom. V redu. Si pripravljen opraviti standardizirane teste treznosti na terenu. Vem, da si že sam rekel, da to ni tvoja prva izkušnja z vožnjo pod vplivom alkohola. Si pripravljen opraviti teste ob cesti, da bi razblinil moje skrbi, da si pod vplivom? V redu, prijatelj. Glej, najprej, edino, kar imam v življenju, je moja žena. Prav? Če potegnem tvojo ženo ven, tega ne razumem. Prijatelj,
Mi je 1, 2, 3 hudiča. Vprosti. V redu. Kaj hočeš, da naredim, človek? V redu. Imaš kakšno zdravstveno težavo z očmi? Ja, imam. Jemljem zdravila, imam slab kok. V redu. V redu. Kaj je narobe z vašimi očmi poleg očal? Samo moja očala. Samo očala. Zato imam slab kolk. Imaš slab kolk. Ja. Gospod, v redu, zdaj bomo naredili neki vaj, sede. Prav, v redu. Zdaj kar počakajte tukaj, naj vzamem enega od teh stolov. V redu, kar sedite tukaj. Ne bomo delali ničesar, kar je povezano z ravnotežjem. Ničesar, kar je povezano s šolo. Vzemi moj telefon, je v mojem zadnjem žepu. Tako da, samo sedi se tja. V redu. Prva vaja, preveril bom tvoje oči, prav? Torej, kar naprej daj očala v žep ali na glavo, samo ne na obraz. Prav. Spustite roke ob telo. Vam je to jasno? Vidite to rdečo lučko? Sedite vzravnano. Me naslanete se nazaj. Sedite vzravnano. Ja? Vidite to rdečo lučko? Poravnajte glavo. Tako, prav imate. Sledili boste temu samo z očmi in glavo boste držali primer. Razumete? Policisti so z Rubijem izvedli vrsto terenskih testov treznosti in po zapriseženi izjavi o razlogih za aretacijo jih je skoraj vse padel. V dokumentu piše, citiram, prvi izvedeni preizkus je bil horizontalni nistagmus pogleda. Kolon je imel pomanjkanje gladkega sledenja z obema očesoma ter nehoteno trzanje pri največjem odklonu v obeh očesih. Nadalje piše, da je bilo treba kolona opomniti, naj drži glavo pri miru in pravilno sledi dražljaju. Drugi izvedeni preizkus je bil dotikanje nosu s prstom. Opazili so naslednje. Kolon je prislonil prst na nos več kot enkrat, preden so mu rekli, naj začne. Ko so mu rekli, naj začne, so morali kolona opomniti, naj zapre oči in dvakrat naj nagne glavo. Tretja izvedena vaja je bila preizkus izmeničnega udarjanja z dlanjo. Kolonu so morali reči, naj pohiti in gib je izvedel nepravilno. Četrta izvedena vaja je bila koordinacija rok. Kolon ni ostal v začetnem položaju in je začel vsaj 3krat, preden so mu rekli, naj začne. Zadnja izvedena vaja je bila modificirani Rombergov preizkus ravnotežja. Kolon je pretek 30 sekund je ocenil na približno 28 sekund. Policija pravi, da je bilo na podlagi vseh teh primerov dovolj razlogov za aretacijo. V redu, gospod, trenutno ste aretirani zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Prosim, vstanite. V redu. Kaj mislite? Helen, ne vem, ne razumem. Ne, gospod, ne razumem, zakaj to počnete. Kaj mislite? Zakaj sem postavljen? Zakaj bi bili aretirani? Ja, no, ta policist tukaj vas je videl voziti. Rekla je, videla sem vas, ko ste zapeljali s ceste. Pokažite mi, kaj ste naredili. Nisem vam pomignil, da se premaknete. Zapeljal sem za vami in vi ste odpeljali. Nisem takoj tam vzel svojega očeta. Prav. Nisem pobegnil, moj bog. Kakorkoli že, ti voziš avto, vozilo, jaz bom zaščitil svojo ženo. Moj bog. Moj, stari, tukaj, Pavla. V redu, hitro, naj ti pretnem varnostni pas. Lahko pokličem svojo družino, lahko grem kam, prosim, ja? Pazi, Pavli, kam se obrablja. Zamujaš. Rekel si, da je to tvoja žena. Ja, to je to, kaj je, ja. Torej, ona ima vse informacije o izpustitvi. Se hecaš, človek. Stari, se hecaš. Božični čas, sedim v avtu. Nisem rekel, hej, Božič, človek, skoraj novo leto je. Nisem naredil ničesar, človek. Tip obvladaj vozilo. Poskušam zaščititi svoje življenje. Vaš policist je prišel za menoj, gospod. Gospod, ampak rekli ste, da bi moral vedeti. Ne. Končali smo s prepiranjem, gospod Kolon, na hitro. Jaz sem policist Flink in vas obveščam, da ste bili aretirani zaradi vožnje pod vplivom alkohola v skladu s poglavjem 316. Kje ste rekli, da bom? Vi ste ne pojma. Zdaj dobite znak opitosti. Prav imaš, v redu. Kateri? Ne bom se prepiral s tabo. To ti pravim. V redu. Zdaj zahtevam, da se podvržeš zakonitemu preizkusu izdihanega zraka za ugotavljanje prisotnosti alkohola. V redu, kar nadaljujte. Boste upravili alkotest? Ja, bom upravil test. V redu, gremo tja dol. In naredil bom nekaj, sestra, razumem te. Čeprav Laurinda trdi, da Rubi ni njen mož, pravi, da je pripravljena plačati varščino, da ga spravi iz zapora. V redu, želi ti povedati nekaj besed. Katero bi rada videla? Tvoj fantar, mož, karkoli ti je. Tukaj je. Kaj mi želiš povedati? Hvala.
Kaj želiš? Že sem ti povedala o tem prekretim sranju tukaj, ki ga bodo zgradili. Ti odvetniki bodo prevzeli vse to. Pojdi in plačaj varščino zame. Pojdi mi povej. O moj bog. V redu, se vidimo kasneje. O moj bog, grem v zapor. Potrebuješ F. Pojdi, v redu, stari. Lahko stopite sem, stopite sem. Stopite sem k vozilu, v redu ste, ob strani. Ob strani, v redu, vas moti, če sedete nazaj tukaj. Vas moti, če še enkrat sedete nazaj. Hvala. Telefona nikjer ne najdete pri sebi, ker ga ni v avtu. Mislim, da ne. Imate še kakšno drugo kartico, ki jo lahko uporabimo, ker ta ne deluje? Ta kartica ne deluje. Kaj? Pokličite me še enkrat, poglejte, če se prikaže. Vaša kartica, debetna kartica ali kreditna kartica? Ne? Tisto, ki ste jo uporabili za plačilo. Lahko uporabite tisto, tako vam lahko naročimo Uber, da greste domov. Poskušamo vas spraviti domov. Naj pogledam mogoče, naj preverim, če imam Uber, da grem. Poglejmo, počakajte trenutek. Morda imam tukaj kartico. Luč je pržgana. Imam denar. Ne, morda lahko, moraš plačati, uporabiti, moraš svojo kartico. Ne moraš plačati z gotovino. Imam denar. Uporabiti moraš svojo kartico. No pa mi moraš pomagati. Imaš, vidim, kakšne 4 debetne kartice tukaj. Zdaj, ena nima denarja. V redu, kaj pa ta tukaj? Ta nima denarja. Kaj pa tista, s katero si pravkar plačala? Nobena od njih nima denarja. Tista, ki jo uporabili za plačilo. To je bila zadnja, na kateri sem imela denar. Ruby so odpeljali v zapor. Medtem ima Laurinda dve možnosti. Plačati za Uber ali pa se brezplačno peljati domov s policijo. Izbrala je drugo možnost. Nimam nobenega orožja. Samo prepričati se moram, Lourdes. Cenim vaša pomoč. Počakajte. Naj vam to malo snamen zrame. Tako, izvolite. Ne. Mislim, da je nekaj orožja. V redu je. Samo prepričati se želim, preden greste v zadnji del kombija. Nimam orožja. Imam. Da se prepričam, Lourdes, ker ne vem, kdo si. In nočem, da bi bil moj partner poškodovan. Ne poškoduj me. Hvala. Pravkar usedite se, zelo enostavno je vstopiti. Tako zaostajaš, prisrčno, moj bog. Varnostni pas je tam na vaši levi strani, če ga lahko prtnete. Ja, tako zaostajate. Vi vsi tako zaostajate. Tam lahko postavite noge. Ja bom postavila svojo nogo. Tako zaostajate, bog prav. Obrnite noge naokrog. To traja tako dolgo. Dej no. To traja tako dolgo. Varnostni pas, prav tam. Ja, seveda. Pridi, pomagala ti bom pri tem. Kar se tiče Rubija Colona, je bil obtožen vožnje pod vplivom alkohola in vožnje začasno oduzeto, preklicano ali oduzeto vozniško dovoljenje. Po navedbah v zapisniku o aretaciji je imel že 3 prejšnje obsodbe zaradi vožnje pod vplivom alkohola, zaradi česar mu je bilo vozniško dovoljenje začasno oduzeto. Po poročanju naj bi opravil alkotest 1 uro kasneje, ob 21:40 tistega večera. Napihal je nič vejca 149, 3 minute kasneje pa je napihal nič vejca 137. 16. januarja leta 2025 je izjavil, da ni kriv za obtožbe. Spletni sodni zapisi kažejo, da je februarja leta 2025 Ruby Colon priznal krivdo za svoje obtožbe. Obsojen je bil na 15 mesecev zapora, pri čemer mu je bilo priznanih 70 dni že prestane kazni. Od takrat je bil izpuščen iz zapora in ostaja na pogojni do januarja 2028. Hvala, ker ste se mi pridružili v tej epizodi oddaje Inside the Crime. Sem Elizabeth Lawner in se vidimo tukaj jutri z novim primerom.